Dovolj imam zime in snega. Marec prinaša prve priložnosti za pomladne pohode, ko se počasi narava prebudi, ko zacvetijo naši gozdovi ter travniki. In ena prvih, ki zacveti, je spomladanska resa, ta vijolični roza grmiček. In prave preproge so tule pri Celju, na mislim, da vsaj 3 lokacijah. Najprej grem čez Mali Slomnik proti Šmohorju. Parkiral sem na koncu vasice Tremerje, torej ob cesti od Celja proti Laškemu. Tule je markirana pot na Veliki Slomnik, sem pa grem po cesti do konca in po nemarkirani čez Mali Slomnik, kjer naj bi bilo rese največ. Potem od doma pri Šmohorju pa se bom vrnil čez Veliki Slomnik. Štiristo 9 metrov je visok Mali Slomnik, 150 višinskih metrov potreboval nisem niti pol ure. Se mi zdi, da je še več kot spomladanske rese tule borovnic, tako da dobra ideja za drugo polovico leta, ko bodo borovnice. Sicer pa je spomladanska resa takšen nizek do 30 cm visok grmiček, ki cveti roza, vijolično, včasih tudi belo in se tako razrašča na veliki površini. Pravijo, da je dobra tudi za čaj, denimo za težave z mehurjem. Koliko je teloha in kako lepo že cveti tik pod vrhom Maliča. To je najvišja točka tele ture, 936 metrov. Potreboval sem za vzpon približno uro in pol, 700 višinskih metrov je na momente, se vlak kar pošteno postavi po konci. Priljubljena izletniška točka Celjanov ter Laščanov. Gre namreč za ta grebin Šmohorja med Celjem na severu ter Laškim tule na jugu. Z vrha razgled ni najboljši, toliko lepši pa tule na vzletišču za Zmajerje, neposredno na Laško. Ja, v daljavi se vidi tudi najvišji vrh Posavskega hribovja Kum, blizu je še Mrzlica. Nekoč je bilo tu 5 šmohorskih planin oziroma dolin, kjer je bilo teh 5 kmečkih domačij. Danes so tu kmetovanje opustili, je pa tu planinski dom, lovska koča, tudi cerkvica. Grem jih zdaj pogledat, nato pa v dolino. Cerkev svetega Mohorja je najvišje ležeča in najstarejša podružnična cerkev iz Laškega, že iz 15. stoletja. Takrat v srednjem veku so zraven nasadili 3 lipe, ki simbolizirajo Sveto Trojico oziroma prijateljstvo med vsemi, ki se tukaj družijo.
Največ spomladanske rese, ki daje čebelam prvo obilno pašo v letu, sem našel na sedlu med Maličem ter Velikim Slomnikom, na katerega se bom zdaj povzpel. Res prava lila preproga. Sicer pa sta še dva kusla na sosednjem bregu Savinje, kjer je precej rese. Na Vipoti, tam pri poti Velikank, če bo čas, skočim še do tja, ter na Srebotniku nad Hudim Grabnom. Zadnji vzpon na Veliki Smolnik je bil precej strm, sicer kratek, slabih 200 višinskih metrov. Celoten krog daljši, kot sem si mislil, 16 km, naredil sem 930 višinskih metrov. Če vam je bila ta ideja dobra za spomladanski izlet, stisnite like, lahko se tudi naročite na moj kanal, če se še niste, vas nič ne stane. V komentar pa delite še kakšno dobro spomladansko turo, kjer je moč videti spomladansko reso. Tale potep lahko podaljšamo s prehodom po celjskem mestnem gozdu. Pod Vipoto do Vipote je kakšne pol ure vzpona, toliko časa nimam. Je pa to speljana učna pot pod Velikank. Namreč v tem mestnem parku rastejo najvišja drevesa v Sloveniji. Doglazije. Pred 140 leti so jih tu posadili, sicer izvirajo iz Severne Amerike. Več kot 200 je teh visokih dreves, četrtina višja od 50 metrov. Največja pečovniška doglazija, kraljica tega gozda, je visoka 67 metrov.